Postopki policije se snemajo skladno z določili 113. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije. A ste prinesli kostanjev v čaj? A ste prinesli kostanjev v čaj? Poslušajte, policija Ker vino ne dobimo, prinesite postajate. kostanjev v čaj. To je vino dovoljeno. Prodane duše. Jo je odnesla voda. Mati z 4 otroci je včeraj poskušala prečkati Dragonjo, da bi poskusila priti v Slovenijo, da bi poskusila priti v Evropsko unijo, v deželo, kjer bi lahko živela varno, kjer bi imela možnost nekega upanja za boljšo prihodnost. In mislim, da moramo danes vsi skupaj se posvetiti tej situaciji in razmisliti o tem, kajti ta smrt ni zgolj nesrečno naključje, ni zgolj tragična nesreča. Ta smrt je odgovornost vseh nas, prebivalcev in prebivalk Slovenije, kajti umrla je na naši meji, umrla je zaradi naših ograj z žico, umrla je zaradi naše politike do migrantov. In take države, v kateri je to možno, v kateri je to dopustno, v taki državi nočemo živeti. In na nas je, da se izborimo, da ne bomo živeli v taki državi, ampak da bomo živeli v državi, kjer imajo vsi ljudje, ne glede na to, odkot prihajajo, ne glede na njihovo vero, na njihovo spolno usmerjenost, na njihov status, na njihovo politično prepričanje, seveda, da imajo pravico vsaj do osnovnih človekovih pravic, vsaj do tega, da ne rabijo razmišljati sredi zime o tem, ali se bodo podali v ledeno deročo reko ali pa bodo ostali v gozdu in spali na snegu. Je tako? Kako je? Vrh fašizmu! Ne vidimo! Ta izjava smrt fašizmu ima še drug zaključek, seveda, svoboda vsem. In tudi zato smo začeli v preteklem letu in pol ne samo vpiti svoboda narodu, seveda je pomemben narod, ampak vsi narodi so pomembni, vsi ljudje so pomembni, vsak posameznik je pomemben in vsi si zaslužimo svobodo. Zato smrt janšizmu! Smrt janšizmu! Smrt janšizmu! Tako je. Bravo. Skladno s tem, kar se dogaja, ne samo na Dragonji, ampak vsi, ki ste spremljali poročila, veste, kakšna je bila situacija na polsko-beloruski meji, kjer so ravno tako ljudi tretirali, kot da sploh niso ljudje, kot da so neke figure na šahovnici, s katerimi se da igrati globalno politične igrice. In istočasno več tisoč ljudi v Bosni in na celi balkanski migrantski poti spi na prostem, nima oblek, nima obutve, nima osnovnih življenjskih potrebščin. In tudi zato smo danes se pridružili iniciativi migrantov, ki živijo, beguncev, ki živijo v Sloveniji, da zbiramo obleke, potrebščine in obutev za vse. In smo res ganjeni nad tem, koliko oblek, obutve in ostale opreme ste prinesli. Vidimo nahrbtnike, oblačila in ostale stvari. In zato gre. Vsi, ki ste tukaj, vsi, ki prihajate vsak petek, veste, da se ne borimo zase, da se ne borimo za svoje privilegije in za svoje plače, ampak da se borimo za skupno dobro, za boljšo prihodnost. Samo še 19 tednov, dragi policisti, samo še 19 tednov bosta nad vami Olaj in Hojs. In 19
tednov časa imate, da pokažete, koliko vam je dejansko do ustave, do zakonov, do pravice, do humanosti, ki je del vaše policijske prisege, koliko pa vam je do čim bolj mirnega preživljanja pač delovnih obveznosti. Bomo videli, čakamo na poteze, imate sindikat, uporabite ga, podprite ga, solidarno, skupaj. Imamo še 19 tednov, da zmobiliziramo celo Slovenijo, da oblikujemo zahteve ljudstva. Hvala, da ste prišli, hvala, da dajete glas uporu in vsem nam in da nam dajte moč, da vztrajamo in ne samo, da vztrajamo, ampak tudi verjamemo, da so spremembe možne in da jih bomo dosegli in da bo po tej zimi prišla dejansko svetlejša, topla, zelena in demokratična pomlad. Še eno stvar bi prebral, ravno kar mi je en kolega protestnik pokazal en zapis, pa bi ga prebral medtem, ko se je Kostanj. Namenjen je pa tudi policistom in vsem tukaj zbranim. Namreč pričevanje se glasi takole, oziroma zapis se glasi takole. 3 leta sem preživel na policijskem faksu. To, kar se pri nas dogaja, je svetlobna leta za preostalim svetom. Kot nekdo, ki je poslušal predmete psihologija, policijska pooblastila, teorija policijskega dela in podobno, lahko rečem, da je tole skregano z vsem, kar je stroka dognala. Z ritjo so podrli vse, za kar se je policija prizadevala desetletja. Jaz sem leta 2005 bral članke o tem, da bi moralo biti delo policije usmerjeno v skupnost, da bi morali biti tako kot Skandinavci in Severna Evropa, ker ljudje policaje dojemajo kot nekaj dobrega, ker so policaji dejansko že napol socialni delavci, ki z lepo besedo dosežejo več kot z represijo. Take represije se ni posluževala niti prejšnja policija, v kateri sem jaz imel fotra. A poslušate, policaji, ste tukaj, slišite kaj? Do danes jim je ratalo doseči samo to, da so merila padla. Policaji so predebeli, slabše izurjeni, vse to zato, ker ni spoštovanja, zmeraj manj je strokovnosti in ljudem, ki so manj strokovni, bi oni zdaj pošiljali na narod. To je recept za vojno stanje. To, kar policija postane danes, je kopija vojske. Policija je organ, ki je usposobljen dela s civilnim prebivalstvom in mora zato paziti na človekove pravice, dostojanstvo, razumeti psihološke procese v človeku. Poznati morajo načelo sorazmernega delovanja. Če uporabljajo prisilna sredstva, kakor so prijemi, meti, udarci, spreji, v končni fazi tudi orožje, mora biti to uporabljeno tako, da povzroči najmanj škode. Pri nas pa je udri mujo v tarabe. Vojakom ni treba paziti, a bojo pri streljanju nekoga ubili. V to hoče Janša spremeniti naše policaje, v svojo mini zasebno vojsko, ki se bo izživljala nad civilisti. Policisti, to je zapis vašega kolega, ki je 3 leta preživel v izobraževanju, kjer ste tudi sami se izobraževali. Če ne poslušate naših besed, mogoče pa vsaj njegove, se vas bodo dotaknile.